Uzbekistan v bistvu velja za en tak biser centralne Azije. Gre za zgodovinsko zelo pomembno državo, ker se nahaja na poti, na svilni poti, ki je v bistvu od nekje 2. stoletja pred našim štetjem že povezovala vzhod in zahod, in tukaj čez je šlo zelo veliko svetovne menjave v tem obdobju, in to se tudi pozna, ker se je tam res razvila ena taka močna in kulturno zelo bogata civilizacija, in posledice tega, oziroma rezultate tega, je v Uzbekistanu mogoče opazovati in občudovati še danes. Uzbekistan meri okoli 450 tisoč kvadratnih kilometrov, torej velikost nekje 22 Slovenij. Na tem območju živi 36 milijonov prebivalcev, in sicer od tega 2,7 milijona v glavnem mestu v Taškentu, kjer smo tudi mi začeli našo pot. Torej, potovanje, ki vam ga jaz danes predstavljam, se je zgodilo med prvonovembrskimi počitnicami lani, se pravi konec oktobra, začetek novembra, 9 dni traja tole potovanje. In takole smo se mi v bistvu preko Istanbula podali proti Uzbekistanu. V večernih urah prvega dne smo pristali v Taškentu, kjer smo prenočili prvo noč in se naslednji dan podali na raziskovanje mesta. Tukaj bi mogoče povedal to, da v bistvu ta naš program, ki ga pri LifeTracku ponujamo, lahko poteka v tej smeri, kot vam ga bom zdaj jaz predstavil. Lahko se pa zgodi, da v bistvu poteka v obratni smeri, se pravi Kiva, Buhara, Samarkand, Taškent. Na vsebini se v bistvu nič ne izgubi, tudi pot je dejansko ista. Odvisno je samo od tega, kakšne so možnosti in razpoložljivosti notranjega leta, ker se enkrat vmes do Urgenča, v bistvu iz Taškenta do Urgenča ali obratno letimo, no, tako da temu se prilagajajo, ampak kot že rečeno, no, mi smo začeli v Taškentu. Tole sliko sem pripel, ki je mogoče zelo zanimivo, kak moški bi bolj opazil, ampak v Uzbekistanu je 95% vseh avtomobilov Chevroletov in vsi so isti, večinoma beli, črni ali pa sivi. In takole smo, to je bilo naše prvo dejanje, da smo zamenjali denar, kar takole na ulici smo v bistvu zamenjali uzbekistanske some. Vidite, koliko ima tale gospa debel šop denarja, no, imajo kar, mislim, njihova valuta ni zelo veliko vredna, tako da v bistvu za ene $200 dobiš kar zajeten pok denarja. Da se ga seveda menja tudi na letališču ali pa v menjalnicah, no, ampak ponavadi dlje traja in pa cena je pač ista, zato je naš lokalni vodič oziroma lokalno vodičko, smo imeli to pred zraven, predlagala, da zamenjamo kar tam. Naš prvi postanek je bil Čorsu bazar, glavni bazar Taškenta, in to je res, mislim, ogromno, no, to bi lahko en dan sam hodil okoli. Jaz malo sem slikal, veliko ne, ampak tule ena gospa, ki prodaja vse najrazličnejše vrste jajc, potem to je pa pod eno kupolo res ogromno prodajalcev mesa, no, zdaj komu se mogoče to obrne, ampak ko hodiš tu vmes, ima kar močen vonj, prodajajo pa pač, lahko si predstavljate, da vse od vsega, vse dele vseh živali, razen seveda svinjine, ker smo v muslimanskem svetu, no. Ampak ja, da se kupiti tudi kakšne začimbe, čaje, skratka, Čorsu bazar že več kot 600 let na tem območju obstaja in je zanimiva lokacija za obisk. Mogoče bi v Taškentu še to povedal, da je v bistvu Taškent bil zelo močno prizadet v potresu in zato v 19. stoletju, in zato v bistvu nima nekih bolj starodavnih stavb, tako kot ostala mesta, ne. Relativno novo je vse, tudi tale Hazrati imam kompleks. Na naši poti, tole je bila prva madrasa, mošeja in pa minareti. Mogoče da razjasnim, torej mošejo predvidevam poznate, se pravi sveti prostor oziroma prostor molitve za muslimane. Minaret je ta stolp, ki ga vidite tukaj, se pravi v preteklosti se je uporabljal za klic k molitvi, dan danes pa
ki ne kličejo več na usta, no, ampak imajo zvočnike, dan danes pa v bistvu bolj kot arhitekturni dodatek, in pa madrasa oziroma madraše, kot nekateri radi rečejo, to so pa v bistvu pretekle univerze oziroma šole, kjer so se dečki poučevali različnih znanosti, religije, matematike, fizike, astrologije, skratka, en kup madras, mošej in minaritev bomo videli na naši poti. In pa zakaj je tale pomemben, v bistvu ta glavni kompleks v Taškentu in pa v tem območju hranijo enega izmed najstarejših izvodov Korana iz 7. stoletja, napisan je na jelenovo kožo in tule noter se ga da seveda skozi steklo videti. Tole je mošeja tega našega kompleksa, vse seveda zelo značilno v teh modrih ploščicah in zelo lepo urejeno, no. Potem smo se pa podali na kosilo in že kar prvi dan smo v bistvu probali nacionalni plov, kot oni rečejo. V bistvu gre za nacionalno jed, ki jo v bistvu najdete povsod, in gre za riž, ki se v bistvu takole kuha nekako v olju zelenjavo in potem se mu doda na vrh govedina, taka dobra, hranljiva, precej mastna hrana, no, in tule, kjer smo ga mi jedli, pravi, da je najboljši v Taškentu, imajo prav plov center in skuhajo 1,5 tone plova na dan, tako da imajo tam res take te ogromne kotle, kjer pač to kuhajo. Potem smo se pa peš v bistvu podali to je še kar v bistvu naš drugi dan potovanja, no, raziskovanje Taškenta, skozi tale park, kjer je Memorial Square, torej spomenik vsem padlim Uzbekistancem v drugi svetovni vojni, in pa eden izmed najbolj, če ne celo najbolj ikoničnih hotelov, hotel Uzbekistan, zgrajen leta 1974, v bistvu je takrat bil to ta glavni hotel za vse pomembnejše, za tuje goste, za politike, skratka vsi so bili tukaj, dan danes so ga seveda ostali interkontinentali in podobno prehiteli, no, še vedno pa je ta ikonična stavba tu, in legenda pravi, no, da so imeli sovjetski agenti KGB-ja so imeli skrite sobe, da so lahko prisluškovali oziroma vohunili za tujimi obiskovalci. In pa v bistvu v tem parku še kip Amirja Temurja. Amir Temur se v bistvu v Uzbekistanu zelo veliko omenja, ker je to njihov glavni nacionalni junak, ki jih je v bistvu osvobodil, in on in cela njegova družina imajo po Uzbekistanu različne madrase, mavzoleje, skratka zelo pomembna zgodovinska osebnost. Potem smo se pa v bistvu mi nazaj vrnili z podzemno železnico, ki je res ena taka posebnost Taškenta, bom rekel, no. Prvo kot prvo gre za edino podzemno železnico v centralni Aziji, in sicer samo v Taškentu je. Ima 43 postaj in njihove postaje so znane po tem, da so res lepo urejene, no. Mi smo si tole pogledali, tam ni bila tako posebna, ampak res vse v kamnu, čisto, nobenih brezdomcev, skratka, kar lepo urejeno. Mogoče par besed o naši agenciji, no, za tiste, ki nas še ne poznate, čeprav predvidevam, da nas kar že lepo poznate, no, ampak pri LifeTracku sledimo motu vedno malo dlje, tako da se podajamo na destinacije, ki niso mogoče množično obiskane, ampak jih mi želimo vseeno spoznati. Delamo v majhnih skupinah, od tega tedna je novost v naši ponudbi, da nimamo več doplačila za majhne skupine, torej v skupini do 7 udeležencev v bistvu ne rabite doplačati ničesar, tako da ni te skrbi. Naše cene so vedno zelo pregledne in vedno vključujejo prevoz na letališče in pa letalsko karto, kar je dan danes že precej redko v tem segmentu, in pa mogoče bi izpostavil še našo tradicijo, že več kot 30 let v bistvu
obstajamo in vodimo različna potovanja, od visokih gorniških tur do daljnih oceanov. Ne vem, kaj naj rečem. Ampak ja, drugi dan smo zaključili, tretji dan v jutranjih urah smo se s hitrim vlakom iz Taškenta odpeljali do Samarkanda. V ozadju vidite vlaki v Uzbekistanu so takšni, kot ne bi pričakoval, ker gre v bistvu za vrhunske hitre vlake, ki dosežejo hitrost, mislim, da tudi čez 300 km/h in v bistvu zelo olajšajo te transferje, ki bi po cestah vzeli veliko več časa. Tole je en zanimiv detajl, no? Na poti na vlaku v bistvu pol hodijo te, ki preverjajo karte, no? Celo pot prodajajo najrazličnejše prigrizke in napitke in eden izmed njih je tudi sladoled, ki se pol takole topi, ko ga nosijo okoli, no? Tako da je bilo kar zanimivo. Nisem še videl tega, no. Ampak ja, prispeli smo v Samarkand. Samarkand je v bistvu veljal za enega glavnih teh postajališč na svilni poti in je še danes zelo lepo ohranjen, kar se spet seveda vidi v tej bogati arhitekturi. Tole je mavzolej Amirja Temurija, se pravi, on je bil pokopan tu, oziroma to je nekako njegova grobnica, res bogat objekt, detajli, ploščice, noter so sobe, obdane čist zlatom. Skratka, za koga, ki ga zgodovina zanima, pa kultura, pa mogoče še bolj ta vzhodna kultura, no, je tukaj res, je tu res raj. Aha, tole je strop tele grobnice Temurja, vse v zlatu, res bogato, no. Potem pa smo nadaljevali dan do Registana. Registan, mogoče ste to ali pa podobno fotografijo kje že videli, no, gre za enega glavnih kompleksov Uzbekistana, ki je tudi pod UNESCO-vo zaščito in sestavljen je iz mošeje, iz dveh madras in pa minaretov. Aha, evo ga, tole je naša skupinca. Vidite, smo bili kar mešana družba, ker je bil termin med krompirjevimi počitnicami, smo imeli tudi 2 družini in pa še ostale zraven, tako da smo se res super imeli. Ampak ja, da se vrnem k Registanu, res, če samo pogledate, koliko so ljudje majhni, to so res slika težko pokaže, kako mogočne stavbe so to, no? Tako da smo si pol kar nekaj ur vzeli, da smo se v bistvu takole malo zgubili po tem kompleksu, spili kavico, malo poslikali in pa v bistvu nadaljevali do tegale gospoda, oziroma ta kip tega gospoda Mirzu Ulugh-Beka je postavljen pred njegovo madraso, ki smo jo tudi obiskali. On je bil vnuk Amirja Temurija in bil je zelo, zelo dober astrolog in matematik in on je že takrat v 15. stoletju v bistvu zelo, zelo natančno izračunal dolžino leta. On je izračunal, da eno leto traja 365 dni, 6 ur, 10 minut in 8 sekund, kar se od sodobnih oziroma današnjih meritev odmika samo za nekaj sekund. Tako da noter imajo pol tudi muzej, kjer je to še bolj podrobno predstavljeno. Tole pa še na poti iz večerje, po noč takole lepo osvetlijo Registan. Ja. Naš 4. dan smo se najprej obiskali pogledati, kako izdelujejo tradicionalne uzbekistanske preproge. Tale gospa, tule se ne vidi najboljš, nam je razložila vse, v bistvu so oni iz Afganistana, ampak imajo res eno tako uspešno podjetje, kjer so ženske plačane tako, kot morajo biti, in so v bistvu prikazali, kako delajo te preproge, ki nekatere delajo tudi do 6 mesecev, no, tako da to je kar zanimivo videti, da se seveda tudi kakšno kupiti, no, ampak so v bistvu cene teh pravih preprog, moram priznati, da precej visoke. Po preprogah smo se vrnili nazaj proti mestu. Tole je najstarejša mošeja v Samarkandu, vidite, tule v zadnjih je ta kompleks in pa spet detajli, ploščice, skratka, zelo okrašeno, zelo bogato. In pa zadnji postanek v Samarkandu,
šah iz Inda, gre tudi za eno izmed najbolj znanih v bistvu postojank, oziroma tukaj gre za serijo mavzolejev, mislim, da jih je okoli 8, se pravi 8 grobnic, ena zraven druge, res veličasten prizor. No. Naš peti dan smo pa v bistvu smo zaključili v Samarkandu in nekako spet ponovili vajo, se vkrcali na hitri vlak in se iz Samarkanda odpeljali proti Buhari. Mislim, da so vožnje z vlakom so nekje 2 pa 3 uri, no. V bistvu kar hitro minejo. Prej, ko smo na poti iz železniške postaje, smo se ustavili v tej mošeji, Bola House, ena mošeja, tole smo mi. Se ustavili na kosilo, tukaj v Uzbekistanu je kar klasika, da so v bistvu vse restavracije so zelo take svetleče, nakičane, mogoče ne najbolj v našem stilu, no, ampak to je pa v bistvu tudi ta čar potovanja na vzhod, zato ker vedno, ko potuješ na vzhod, dejansko je nekaj drugače. Ne? Če greš po Evropi, kamorkoli je vse isto, recimo v narekovajih. No. Vzhod pa se razlikuje, po mojem mnenju. No. Tule pa še moje kosilo, v bistvu ingverjev čaj in pa boso lagman, gre za tako juho z rezanci, zelenjavo. Skratka, boso lagman je nekje kar pri vrhu mojih ljubih centralnoazijskih jedi. Obiskali smo tudi Jozgi Saroj, gre za poletno rezidenco zadnjega kralja kraljevine, preden je v bistvu Uzbekistan oziroma ta kraljevina prišla pod Sovjetsko zvezo, spet poletni grad kralja v Uzbekistanu, tako da v bistvu vse, kar si predstavljate pod tem pomenom, zelo okrašeno, zelo bogato, veliko arhitekture. Tole je bil bazen, kjer so, legenda pravi seveda, kjer so plavale device in potem je ta kralj šel tule po stopnicah gor in v bazen vrgel jabolko in tista, ki je ujela jabolko, je imela to čast, da je po noči spala z njim v tem stolpu. En kup je takih zgodb in legend, ki v bistvu celotno potovanje naredijo zanimivo, ker marsikdo reče, da ko vidiš 3 madrase, so pol vse iste, a ne. Kdo bi se strinjal, no, marsikomu je pa vseeno tudi zelo zanimivo spoznati vsako posebej in pa v bistvu zgodovino in pa zgodbe v zadnjih. Tole je pa že nazaj v mestu Buhara. Buhara je mesto tisočih spomenikov, oziroma tako ga imenujejo. In tole je prvi vodnjak v Buhari, ki je v bistvu bil povezan s sistemom, z enim takim vodovodnim sistemom, tako da tudi precej zanimiva lokacija. Tole pa mislim, da že naslednji dan. Tole smo se podali, v bistvu smo šli čez en park, kjer smo šli pogledati tale mavzolej, tudi ena grobnica, in potem smo se popoldne, v bistvu, oziroma to je bilo še kar zjutraj, no, smo se podali na raziskovanje starega mestnega jedra Buhare, ki je v bistvu za tem obzidjem, oziroma to obzidje je nekako ograjen hrib. No, tako da, ko prideš gor skozi tale glavni vhod, ne vidite, kako so tukaj gor stavbe, in to je v bistvu muzej na prostem. Skratka, vsaka stavba v tem delu ima noter ali kak muzejček, ali je pomembno, no, da se tudi kako kavo spiti. Tole so pa ulice, no, je pa v bistvu pod UNESCO-vo zaščito tudi Buhara, oziroma ta stari del Buhare, tako da je zelo, zelo lepo ohranjeno in obnovljeno in urejeno. Zdaj smo že ven iz tega starega obzidja, ki sem ga prej pokazal, no, zdaj pa to v bistvu Buhara mesto, staro mestno jedro, in tudi tu še ena mošeja Kalanja z minaritom, s takim dvoriščem, drevesom. Ja. In pa madrasa, ta glavna madrasa v Buhari,
ki je v bistvu še vedno aktivna, zato se ne da iti noter. Noter imajo še vedno šolo in se učijo astrologije, tako da je v bistvu edina na naši poti, kjer je dejansko še v uporabi. Tole so ulice starega mestnega jedra Buhare. In pa tokrat smo se na ta zadnji premik oziroma do Kive, ta razdalja iz Buhare do Kive, mislim, da kar nekje 500 km po cesti ali 450 km po cesti. In morate vedeti, da to ni 450 km po naših avtocestah, ampak po uzbekistanskih cestah, kar pač traja cel dan, zato se mi v bistvu tu podamo na eno tako dodatno avanturico in gremo z vlakom, spalnikom iz Buhare do Kive. Tole je slikano okoli 2 zjutraj, takle star sovjetski vlak nas je pobral in noter so v bistvu spalni, to je že jutro, nimam slike, noter so v bistvu 4 ležišča, se pravi 2 pograda v vsakem kupeju, oni dajo sveže preobleke, tako da v bistvu zelo higienično, no. Je pa vlak glasen in je dobro imeti kakšne čepke za ušesa, ampak takole potem v bistvu 8. dan zjutraj, tole okoli 7. zjutraj, malo utrujeni, ampak še vseeno se najde kak nasmeh na obrazu, no. Smo prispeli v Kivo. Kiva je pa tudi UNESCO-vo zaščito pod UNESCO-vo zaščito, no, in je pa dejansko celo območje znotraj tega obzidja je v bistvu zaščiteno in noter se sploh ne da, oziroma ne sme se noter voziti z avtomobilov. In Kiva je najbolj ohranjeno mesto nekdanjih karavanskih poti in je res en živ muzej na prostem, no. Ima noter ogromno, tule sem slikal zemljevid, skratka, vse te modre stvari, so ali madrasa, mošeja, ali minaret, skratka, res bogato je pa v bistvu obdana z obzidjem iz vseh strani. Tole je ta minaret, Mohamed Amin Khan, v bistvu zanimivost, v preteklosti madrasa, danes je pa to hotel in tole je notranje dvorišče hotela. Tole še detajl tega minareta. Palača Taš Havli, palača pomembnega Uzbekistana, in pa tole v bistvu najvišji minaret, minaret v Kivi, na katerega se da tudi podati. Takole izgleda razgled od zgoraj, tule vidite ta prejšnji minaret in dejansko to vse, nekje do tega roba je staro mestno jedro Kive, kjer se pač da obiskati vse. Tole so stopnice, tole so fantje, ki so šli z mano gor. Zdaj, če ima kdo klavstrofobijo, mogoče ni najboljš, no, ker je res tako zavito stopnišče brez konca, ampak se da preživeti, no. Tole pa še fotografije iz ulic Kive in pa tole je bila naša vodička Čaro, s katero sodelujemo. Na potovanje v Uzbekistanu pri nas gre skupino lokalni spremljevalec oziroma slovenski spremljevalec, tam imamo pa vedno lokalne šoferje in pa lokalne vodiče, ki iz vsebinskega vidika poskrbijo. Potem je pa tole naša zadnji večer pred potjo domov. V času sončnega zahoda smo šli v tole restavracijo. Tole je bila moja večerja, zelo priljubljena so v tem centralnoazijskem svetu tudi tale nabodala, šašlik, zelenjavo, res vrhunsko. Ponoči pa Kivo še takole osvetlijo z lučmi, tako da ima tudi večerni sprehod, ima v bistvu en svoj čar doživetja. Zadnji dan, ker je bil naš let v večernem času, oziroma v bistvu smo ponoči potovali domov in potem zjutraj prispeli na letališče v Zagreb, smo se pa podali še na raziskovanje puščave, oziroma mogoče marsikdo, ko sliši puščava, si predstavlja kaj drugega, kakšne sipine pa Saharo, no. Večina Uzbekistana, kjer pač niso mesta, izgleda točno takole. Puščava, pustinja, skratka, zelo malo rastlinstva,
hribi, gore, in pa ja, pesek. Zakaj smo se podali sem? Zato, ker je tukaj na tem območju Tupra kala, Iči kala in pa Ajza kala. In sicer gre za ogromne ostanke, morate vedeti, tale stranica meri okoli 250 metrov. To so res ogromni zidovi, ogromne utrdbe, ki so bile zgrajene v času mongolskih upadov za varovanje. No, in mi smo v bistvu šli pogledati, zdaj za res kaj druga kot zidovi, niso več ohranjeni, a ne, arheološko so pač vse odnesli, ampak je res nek poseben občutek, ko se sprehajaš tukaj vmes, pa si predstavljaš, kako je moglo to biti par stoletij nazaj. Tule v zadnjih, tole ni ostanek, ampak je rekonstrukcija. No, tole so pa dejansko ostanki zidov Izil kale. Smo si jo tudi pogledali. To je pa naš zadnji sončni zahod in v bistvu slovo od Uzbekistana. Iz mednarodnega letališča v Urgenču smo se najprej z notranjim letom, ki traja, mislim, da okoli uro pa pol, podali proti Taškentu, potem smo pa tam ujeli letalo proti Istanbulu in pa naprej proti Zagrebu. Uzbekistan hvala, zato ker je res ena posebna izkušnja, posebno doživetje. No, sploh, če mogoče še nimate izkušenj s centralno Azijo, je drugačna, no, kot, ne vem, Southeast ali pa karkoli. Že zmeraj se pozna kar dosti bivšega sovjetskega vpliva, no, pa tudi dejansko današnjega ruskega, no, ampak ne v negativnem smislu, ker se je razvila neka taka svojevrstna kultura. Kot že veste, vse dodatne informacije, povpraševanja in pa informacije o takšnih dogodkih najdete ali na naši spletni strani, na našem mailu ali pa na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, kjer v bistvu obveščamo o vseh teh dogodkih. Potem pa mogoče še tole, za koga zanimiva informacija, in sicer v letu 2025 imamo predvidene 3 odhode. Prva 2, kot vidite, s kljukico sta že potrjena. Mislim, da sta obe skupini zaenkrat mali, luštni, tako da če se še kdo pridruži, bo zagotovo cel žur. In pa ja, mogoče še to, sem pa pozabil. Pri potovanju v Uzbekistan gre za v bistvu eno izmed redkih potovanj v naši ponudbi, kjer nudimo garancijo najboljše cene. To pomeni, da če najdete kje na slovenskem trgu primerljivo ponudbo za boljšo ceno, vam mi to ceno izenačimo, drugače pa se 9 dni potovanja z vključenimi prevozi, letalskimi kartami, nastanitvami, slovenskim spremstvom, lokalnim spremstvom v bistvu že začne od 1498 evrov. In na tej točki bi jaz zaključil in se vam zahvalil, no, pa v bistvu ponudil tudi možnost, da še kaj vprašate, če sem